recimo za vrtičkarstvo, za vrtičkarje pomenijo podnebne spremembe? Se je vam mogoče v zadnjih letih vtisnil kak dogodek še posebej v spomin, ki bi ga izpostavili? Ja, za vrtičkarje, tako kot vsako pridelavo zelenjave, so pravzaprav klimatske spremembe relativno neugodne. Ne? Prvo kot prvo, vrtičkarji niso navajeni namakati, kaj govorimo o namakanju, ne o zalivanju, mislijo, da to ni potrebno. Druga stvar, pojavljajo se novi škodljivci, proti katerim se vrtičkarji veliko težje borijo, kot se borijo kmetje. Tudi vročina sama vpliva zelo negativno na številne zelenjadnice. Celo na tiste, za katere pravimo, da so toploljubne, kot je paradižnik, ker se pol pa pojavljajo tako imenovane fiziološke motnje. To pomeni ali pomanjkanje kalcija ali pomanjkanje kalija, skratka ni ugodne. Te klimatske spremembe res pridelavo zelenjava ne prinašajo nič dobrega. Bi rekli, da so se tudi kulture spremenile, da zdaj zaradi podnebnih sprememb gojimo kaj, kar včasih nismo? Ja, spremenilo se je recimo način predelava. Ena izmed takih najbolj značilnosti je to, da nam korenček prezimi, če ga sejemo pozno, se pravi avgusta, datumi setve. Jaz bi rekla, da pa sajanja se v bistvu ne bi smeli spreminjati, zato ker klimatske spremembe prinašajo tudi tele mrzle valove, ne, te pozebe potem. Vrtičkarji pa pač mislijo, ker je že aprila toplo, da morajo že vse posaditi, posejati, je spet še ena dodatna težava, problem. Zdaj, kar se tiče novih rastlin, ja, poskušajo ljudje, sej najdemo kar veliko, ampak še vedno pa velja to, da vsake toliko časa pa potem kakšno poletje zataji, ne, pol so pa te nove toploljubne rastline, recimo najbolj taka tipična čičerika, ne, ker bi jo ljudje radi imeli, pa potem zatajijo, ne, tako da, ja. Pa vse nove, jaz ne vem, če ravno zaradi klimatskih sprememb prihajajo nove rastline. Jaz mislim, da predvsem nove rastline prihajajo zato, ker so Slovenci zelo inovativni, zelo si želijo nekaj novega, drugačnega. Najslabše je tisto, kar so že naše babice jedle, ker tisto ni dobro, ne. Mislim, da tu bolj ta, bom rekla, želja po nekih novih rastlinah. Letos sem recimo opazila, da se dobijo sadike wasabija, ne. To je tudi ena gomolnica iz azijskih krajev. Tako da, ja, nove rastline se pojavljajo, vprašanje pa, če so stvar klimatskih sprememb ali sem želje po nekaj drugačnega. Mogoče še samo to, če poveste, izpostavite mogoče kakega škodljivca, ki se zdaj mogoče na novo pojavlja ali pa bolj množično? Ja, zdaj tako je, ne, prav zaradi vremenskih sprememb se zagotovo najbolj pojavljajo, ljudem reče smrdljivci, to so stenice, ne. Imamo dve stenici, marmorirano in pa zeleno smrdljivo stenico, ki delate veliko škode na plodovkah, pri nas recimo najbolj na paradižniku, tudi papriki pa fižolu. Drugače pa, kar se pa tiče nasploh škodljivcev, pa mislim, da to ni povezano s klimatskimi spremembami, ampak bolj s tem neumnim zelenim prehodom, s katerim preveč Evropa pritiska na pridelovalce, ne. Na novo se nam je začel projavljati bramor, ne. Bramor je 30 let ali pa še več, odkar sem jaz pravzaprav zelenjadarka, pri nas sploh ni bilo, ne. Zdaj pa smo spet nekaj zrušili, nekaj prepovedali, kar se je prej uporabljalo in zdaj se je pa prerazmnožil in dejansko dela težave.